Pozdravljeni, z vami sem Inka in danes je materinski dan. Tako da vsem vam, ki ste mame, čestitam, ker ste mame. Vsem vam, ki niste mame, vseeno vem, da v sebi nosite materinsko srce, na nek način zalivate z materinsko ljubeznijo vse okrog sebe. V vsakem primeru pa vsi imamo mamo. In dejstvo je, da točno taka, kot je naša mama, je točno tista, kar si je naša duša izbrala v tem življenju, tisto osebo, ki nas bo rodila, ki nas bo nosila pod srcem, najprej nosila pod srcem, potem rodila, tista, ki nam je dala najboljšo popotnico za našo osebno rast. Tako da če še niste, pokličite mamo, če je na drugi strani Mavrica, se samo spomnite in hvala, ker si. Ker to je zadost, Hvala, ker si kanal, da sem lahko prišla v to fizično obliko. Zdaj pa, glede na to, tudi svojih izkušenj govorim, Kako lepo je biti mama in jaz mojim hčerkam tolikokrat povem pa rečem, to je najlepše, kar se mi je zgodilo v življenju, je to, da sem mama. Ampak vem pa, da je bilo pogosto težko in da nisem zmeraj zmogla dajati brezpogojne ljubezni, da nevede sem ranila skozi svoje rane. In to dela pač vsaka mama, ker pač smo samo ljudje. In potem se začne proces odpuščanja. In to v odrasli dobi, ko enkrat vemo, da je potrebno spustiti stare rane, da je potrebno pogledati, moja starša sta taka, kot sta, delala sta najboljše, kar sta zmogla v danem trenutku in da potem odpustimo. To je ta prvi korak celjenja naše duše. Jaz vem, da, veste, ko sem pisala karte Prehod v novo dobo, sem nekako čutila, da bi dala prvo karto odpuščanje, drugo pa ljubezen. No, potem, ko sva s Katarino Vidmar to sestavljali skupaj, v glavnem ona reče, prva je ljubezen, potem pa odpuščanje. Ampak v osnovi ljubezen in odpuščanje sta v bistvu dve plati istega kovanca. Ker odpuščanje pomeni ljubezen. A je to tako? Če odpustiš, ko imaš mir v svojem srcu, pomeni ljubezen. In ljubezen lahko jo daš naprej samo to, kar imaš. No, a veste, kaj sem delala zdaj te dni? Te dni sem pripravljala spletni program, začnemo po veliki noči, ampak spletni program Postani ljubezen, ki si jo želiš. In kaj bomo delali v tem programu? Veste kaj? Prva stvar, ki je res pomembna, je pogledati svoja starša. Kaj sta nam dala? V bistvu to je voden program, tudi o tem sem pisala v knjigi Ko imajo moški hormoni žur, ker dejstvo je, da naša starša sta nam dala točno to, kar sta lahko dala. In ko smo odraščali obranjeni mami, nam je dala rane. In če smo mi ranjeni, mi rane dajemo naprej svojim otrokom. Zdaj pa naslednja stvar, Postani ljubezen, po kateri hrepeniš. Vsi ljudje si želimo ljubezni. A je to tako? Mislim, da si nihče na tem svetu ne želi sovraštva. In vsak od nas, mislim, da je to vgrajeno nekje v nas noter, da hrepenimo po ljubeči partnerski vezi. Jaz res verjamem v to, da je to nekaj, kar je vgrajeno v naš sistem. Glejte, kako lepo je uživati v življenju. Ampak so stvari, ko jih deliš z nekom, so enostavno lepše. To je tako, kot recimo ples. Ples, ful dobro je plesati. Zelo dobro se je pač premikati. Ampak, ko se z nekom ujameš v plesu, to ne more biti nikdar tako dober, kot takrat, ko plešeš sam. No, dobro, to so moja osebna izkustva. Pač dejstvo je, da potovanje, ki ga lahko deliš z nekom, je tisto, ki je res vredno. Zdaj pa pogledajte, kaj mi prinašamo v partnerski odnos, v to gnezdo. V to gnezdo vedno prinesemo sebe. In v tem gnezdu doma razpakiramo svoje rane. Se pravi, vsak od partnerjev, zdaj če pogledamo naša starša,
Mama je prinesla svojo prtljago, oče svojo prtljago, potem sta pa razpakirala in potem potom življenja se začnejo kazati. Najprej luknjice, pa mogoče kakšna vrzel, potem pa že špranja in lahko se zgodi, da s časoma nastane kanjon. Se pravi, tako velika razdalja med dvema, ki so ju energije povezale in potem na koncu reče, da preveč naporno ali pa se pobijata do konca življenja. Leta nazaj sem brala knjigo Celestinska prerokba in tudi vem, da ste jo mnogi od vas prebrali in noter je 6. spoznanje. 6. spoznanje govori o tem, da poglej svojo starša in poglej mamo in poglej najprej, kaj te moti pri tvoji mami. Potem pogledaš očeta, kaj te moti pri tvojem očetu in si zapišeš, moja mama je vedno ali pa moja mama nikdar ni in ravno tako za očeta. In veste, kaj je zanimivo? Ko sem jaz z mojo sestro res leta nazaj to predelovala in sva hkrati brali Celestinsko prerokbo, ko sva primerjali, kaj mene moti pri moji mami oziroma pri najini mami in česa mama nikdar ni, in ravno tako pri očetu, je bilo videti, kot da nimava skupne mame. Dajte pomisliti. Toliko različne stvari predelujeva v življenju, da dejansko njo tisto, kar je mene ranilo, je bilo za njo tako, a res, a to se dogaja. Tako res zanimivo. In to je zdaj prva stopnička, ko zavestimo, kakšen odnos smo mi videli doma. In da gremo od tiste rane in da ozavestimo, zakaj potrebujemo točno to mamo, točno tega očeta, kaj se učimo kot duša, katere lekcije nam nosita. No in ko to zavestimo, potem seveda to počistimo, pa gremo naprej. Moji programi glede partnerske veze. Veste, spet leta nazaj, ko sem začela se ukvarjati sploh s temi podzavestnimi programi in vam povem, kako sem prišla do tega. Takrat sem bila vodja skupine in sem videla, da o določenih ljudeh jaz vidim njihov potencial in vidim, kaj bi oni lahko naredili iz svojega življenja, ampak ne naredijo. In sem prišla do zaključka, da imajo ljudje različna prepričanja glede denarja, uspeha, javnega nastopanja, da pač prepričanja so tista, da ne delujejo skozi svoj potencial, ampak dejansko skozi svoja prepričanja. No in ko sem pripravljala gradivo za eno tako delavnico, sem imela otroke za mizo, pa smo se pogovarjali, sem rekla, no dajte mi vi odgovorite, na ta vprašanja, kar imam pripravljeno za delavnico. In sem imela pripravljen, odgovori, prva misel, ki gre skozi tebe. Moje roke so, in so odgovarjale povsem pozitivno, moj obraz je lep, ne vem, moj nasmeh je lep, pač vse je bilo pozitivno in pridemo do denar je in vse tri ustrelijo v isti glas, denar, ne, bogataši so barabe. Veste, jaz obsedim tam, kako so oni lahko, pač kako so moje hčerke lahko prišle do zaključka, da so bogataši barabe, če iskreno mi ne poznamo nobenega bogataša, pač nikogar, ki je bogat. Mi izhajamo pač iz kmetije, tam, kjer smo odraščali, pač srednji delavski razred. Kako lahko otrok naloži program, vsi bogataši so barabe, če nikogar ne poznaš? In veste, s čim so to naložile ta program? Ko so gledali risanke, ena risanka je bila bogata in revna deklica. V glavnem, in tam je bil nek skopušnik, ki je grabil denar in je bil hudoben in je bil manipulativen in je bil dvoličen in tako naprej. In dejansko so potom risank naložile program, da vsi, ki imajo denar, so barabe. Da ti pomislite to, kako neverjetno, kakšen vpliv ima v bistvu preprosta risanka na neka naša prepričanja. No, in seveda potem, ko sem iskala rešitve tudi za moje težave, ker sem imela mnoge rane, sploh kar se tiče partnerskega odnosa,
Ker en od mojih programov je pa bil glede partnerskega odnosa. Glede denarja sem imela pošlihtane zadeve, glede partnerskega odnosa pa ne. In sem imela en od mojih programov je bil, vsi moški me razočarajo. No, in zdaj kaj se dogaja? Seveda, jaz sem hodila tako po svetu, kot da bi imela oglasno desko takole nad glavo in tukaj gor bi pisali, iščem moške ali pa moškega, ki me bo razočaral. Dobesedno tako, kot bi nosila oglasno desko, prosim, pridi v moje življenje nekdo, ki me boš lahko popolnoma razočaral. In seveda sem se tako počutila z vsemi moškimi, ne samo v partnerskem odnosu, ampak tudi v poslovnem svetu. Vsi moški me razočarajo. Kako je to naporen program, veste? No, in to je tisto, kar je pomembno, ker vas bom vodila skozi program, da počistimo vse te kode. Ali pa recimo ena je, ne zaslužim si ljubezni. A veste, koliko ljudi ima ta program? Ne zaslužim si ljubezni. Zdaj pa pomislite, ranjena mama, ki ne zna drugače. In ta ranjena mama, otrok nekaj ne naredi tako, kot se je zamislila, da bo naredil, in začne, mamica te nima rada. Mamica te nima rada, zato ker nisi dovolj priden. Kakšen program, ali pa nisi dovolj pridna, kaj se zgodi? Program, ki ga naložiš v svoji podzavesti je, ker se ne trudim dovolj, si ne zaslužim ljubezni. In potem postaneš ustrežljivka, preveč ustrežljiva. Ne znaš povedati svoje želje, ne znaš povedati, kaj ti želiš, kako ti želiš. Ampak enostavno si v nekem svojem globokem krču in ne zmoreš. No, in zaradi tega je pomembno, da razumemo, da podzavestna prepričanja vodijo naše odzive. Podzavestna prepričanja določajo, koga pritegnemo v svoje življenje. Podzavestna prepričanja je nekaj, kar ne izgine s smrtjo, ampak dejansko ta čustvena prtljaga, to čustveno prtljago odnesemo s sabo v naslednje življenje in na podlagi te čustvene prtljage pritegnemo ljudi, s katerimi je ostala zataknjena energija. Dajte pomisliti, Vem, da je naporno delo na tem, ko zaveščamo svoje vzorce, pač naporno, konstantno delo. No, in že včeraj sem govorila v videu, mi imamo zdaj majhne piščančke, zdaj jih je že 9. No, še nisem šla pogledat, ampak v glavnem v vsakem primeru pač majčkene piščančke imamo. In gledam to našo kokljo, kako je 3 tedne, 21 dni ždela na teh jajcih, jih obračala, pač sedela. Vstala je samo toliko za par minut, da je šla par zrn pozobat, da se je pokakala, da je popila in je šla nazaj. 3 tedne je sedela na jajcih. Zdaj pa pomislite. 3 tedne, da vi negujete neko vašo idejo, da delate na nečem, da začnete delati meditacije, da začnete zavestno bolj pozitivno razmišljati. Če boste 3 tedne delali na nečem, recimo pa še 2, da se nekako ustalijo zadeve, da poženejo res korenine, se pravi 5 tednov dela na nečem, vam povem, vi boste imeli tako spremembo v svojem življenju, ker ta jajce, ta ideja bo dejansko zrasla že v drobnega piščančka, samostojnega ki je zmožen preživeti samostojnega življenja. 5 tednov. Ja. In še ena stvar, kar je pomembna, na začetku, ko se lotiš nečesa, ne smeš razlagati tega ljudem okrog sebe. Na začetku, ko se lotiš neke spremembe, ne razlagaš, a veš, prijateljica, jaz sem se pa zdaj odločila, bom to pa to naredila. Bo tiho pa naredi, ker ne veš, kakšne rane ima ona, ker ne veš, mogoče si pa ona niti ne želi, da tebi uspe, ker je njena rana prevelika. Ne veš, podzavestni vzorci so zanimivi in vsak nosi svojo prtljago. Zato na začetku, ko se nečesa lotiš, bod tiho. In sploh pri nosečnosti, prve 3 mesece ne bi smeli nikomur povedati.
In a veste zakaj? Zato, ker se prve 3 mesece sidra duša v telo novorojenčka. Prve 3 mesece prihaja duša, se pravi, se sidra duša, potem v bistvu čez te 3, 6 pa 9 mesecev prihaja pač ta dušica in se sidra v to telo noter, ne? Da se pač potem rodi duša s telesom. In zdaj, če gledamo, da je to proces, če mi na začetku začnemo prezgodaj razlagati, recimo sploh v nosečnosti, lahko zlobne misli drugih ljudi, ki so mogoče, ki ne morejo zanost, vplivajo na razvoj tega, kako se dušica usidra v telo. Pač to je tako pomembno in o tem premalo govorimo. Sploh pa, da vsako malenkost, kar se vam zgodi, obesite na internet, to ni dobro. Pač ni dobro, ker ne veste, bolečine drugih ljudi lahko vplivajo na potek vašega življenja. Ja, tako je, ne? To življenje je zanimivo. Dajmo pogledati. Tukaj imam nekaj kart, prehod v novo dobo, da vidimo, kaj tebi danes za materinski dan sporoča stvarstvo, kaj je zate res pomembno, kaj je tisto, kar je prav, da ozavestiš, da spoznaš, da so angeli tukaj ob tebi. Bodi usklajena z zvoki narave, simfonijo narave, ker tvoja zavest se širi na višjo raven in se uskladi na frekvenco narave, na frekvenco matere narave. Pa smo spet pri materinski ljubezni in čas je, da se tvoja materinska ljubezen, tvoja, glejte, prav tale prišla je ven, metuljček je prišel. Jaz sem lepota in milina, lepota moje duše se izraža na mojem obrazu in na mojem telesu. Ampak to je prav materinska ljubezen. Vse povsod okrog sebe lahko opazim lepoto stvarstva. Lepoto vidim v sebi, v drugih in v naravi, ki je tu, da razveseljuje mojo dušo. Ko se zazrem v svoj obraz, opazim lepoto. Zavedam se, da sem vsak dan bolj lepa. Moj obraz izžareva čisto svetlobo. Luč sije skozi mene in se dotika ljudi okrog mene. Občudujem vse ženske sveta in blagoslavljam vse matere sveta. In da bo to zaključna misel za danes. Blagoslavljam vse matere sveta. Pogosto je težko biti mati, mama. Naporno. Greš čez svoje omejitve, greš čez tisto, kar sploh misliš, da ne boš zmogla in greš. In če se zavedaš, da so okrog tebe angeli, ki te enostavno želijo peljati, pomagati, se bojo dogajali v tvojem življenju čudeži. Tudi takrat, ko otrok zboli, jaz vam govorim iz svojih izkušenj, ko otrok zboli, ko si tako nemočna, tako, da ti nič drugega ne ostane, kot samo še molitev, takrat se pojavi pomoč, ker angeli so tukaj, ker ti skozi svojo materinsko ljubezen širiš angelsko svetlobo na zemljo. Tako da dovolj si sijati skozi to, kar ti si, ker me ženske, mislim, da ne bi zanetile nobene vojne, ker ne vem, katera ženska bi žrtvovala svojega otroka za pohlep. Mislim, da nobena. Nobena, ker to, da rodiš otroka, sigurno ga ne bi žrtvovala za pohlep. Sigurno ne. In verjamem, da prihaja novo obdobje, verjamem v to, da ta svet, ki ga ustvarjamo, harmonijo med žensko in med moško energijo, bo lep svet. In zato je prvi korak pri nas samih, da v sebi uskladimo ženski in moški pol, da postanemo celostni najprej v sebi in potem se lahko zgodi čarovnija. Ampak res čarovnija. Dovolite, da se v vašem življenju zgodi čudež novega. Tako da uživajte in lep materinski dan.